Ok. Kole. V glavnem, današnja tema, oziroma prva tema, ki se je dotikamo v tem našem neuničljivem poslovnem sistemu po Grantu Cardoneju, je prvi modul Denar in miselnost, ki je sestavljen iz 4 naukov. Prvi nauk pa je 5 mitov o denarju. Preden bomo šli na tole, bi se čisto na kratko jaz še mogoče malce predstavil kot ustanovitelj Cashflow kluba Bogati očka oziroma po novem Cashflow kluba Slovenija. Uradno še sicer to ni zabeleženo na iPesu, ampak bo kmalu tudi to vidno. Veliko časa sem v preteklosti bil verjetno kot mnogi izmed vas zaposlen kot nekdo, ki je delal, hodil v službo. Na neki točki sem se pač odločil, da grem na samostojno pot, sem se začel učiti veliko, predvsem od ljudi, ki so v življenju nekaj naredili, uspeli, sestavili neka podjetja, podjetniške poti in pa finančne poti. In tako sem se z letom 2007-2008 začel učiti od Roberta Kiyosakija in do takrat sem imel priložnost tudi, da sem se skupaj s nekaj mojimi kolegi, znanci pa poslovnimi partnerji srečal tudi v živo oziroma učil v živo od Roberta Kiyosakija, njegovih svetovalcev v Münchnu, Stuttgartu in pa v Varšavi. Po zadnjih informacijah se pogovarjajo, da bo v letu 2026 Robert Kiyosaki še enkrat prihajal za svojo ekipo v Evropo, potem pa verjetno več ne, tako da bodite na tekočem, če drugo ne, pa mogoče skupaj stopimo na eno izmed 3-4 lokacij, ki bodo. Vsem boste pravočasno obveščeni, če boste seveda ostali naročeni na naše novice in ne boste se tam odjavili, ne. Hkrati se vam bi rad predstavil malce skozi eno zgodbico od leta 2007 do 2022, 2025, neke drastične spremembe skozi te slikce ni, ampak dejstvo je, da leta 2007 sem se odločil, da bom postal Mozart, ne, zato tudi piše na tisti slikici Mozart in dejansko Mozart ne pomeni zdaj, da sem jaz začel pisati simfonije kot Mozart, da bo nekdo igral te simfonije kot glasbo, ampak nekako je to prispodoba za to, da me je spomnila ta fotografija po veliko razmišljanja, da dejansko moramo postati vsi Mozarti svojega življenja in dejansko začeti igrati oziroma pisati glasbo svojega življenja na način, kot nam odgovarja in seveda tudi kasneje ali peti na to glasbo, plesati na to glasbo, da smo čim manj odvisni od glasbe oziroma narekovanj drugih ljudi. Vidite tudi, da se je neka sprememba pri meni zgodila in to je eden izmed mojih največjih uspehov, ki sem jih dosegel, je to, da sem najprej iz enega 100-kilogramskega fantiča, moža, prišel tam nekje do 70, pa zdaj nekje držim tam med 72 pa 74 kilogrami. Eden izmed uspehov mojih je tudi prenehanje kajenja, letos teče 21. leto, odkar sem prenehal kaditi, prej pa sem bil zelo, zelo strog kadilec, torej 2 do 3 škatlice dnevno je bila moje povprečje, bi temu rekel, na dan. In pa letos mineva 12 let, odkar sem prenehal piti alkohol. Na te 2 temi o odvajanju oziroma od tega, kako sem uspel do teh, bi temu rekel, zasvojenosti odrešiti, sem spisal tudi eno tako knjigico Pobeg iz senc odvisnosti in seveda je na voljo vsem tistim, ki želijo mogoče komu pomagati ali pa sami mogoče najti kakšno upanje tudi zase v tej smeri. Leta 2007-2008, v času tiste največje finančne krize, kot jo pač poznamo mi, sodobne, sem se odločil, da sem stopil na svojo samostojno pot, predvsem zato, ker sem mislil, da sem pobral vso znanje, kar se tiče podjetništva, kajti zaposlen sem bil do takrat v domačem očetovem podjetju in bil sem velikokrat prisoten, mogoče na kakem izmed sestankov, pa kakšnih teh pogovorih in tako dalje in sem mislil, dobro, zdaj imam jaz vso znanje, zdaj jaz lahko grem na svojo pot, pa bom jaz uspešen.
ampak sem dejansko se zelo, zelo zmotil. Namreč kot zaposlena oseba, pa kot predstavnik podjetja, ki sem hodil na sestanke, pa to je bilo vedno tako, da sem se jaz pogovarjal večinoma z direktorji podjetij ali pa z njihovimi vodji tistih podjetij, nikoli pa ne s tistimi, ki so dejansko podjetja ustanovili. Torej, moja komunikacija, moje pridobivanje znanja v tistem trenutku, čeprav sem jaz mislil, da gre za podjetniško pridobivanje znanja, je šlo dejansko za pridobivanje znanja uslužbenec zaposleni oziroma zaposleni zaposleni uslužbenec uslužbenec. In to je zelo, zelo različno od tega, ko greš enkrat na svojo samostojno pot. Zdaj mogoče, ko greš kot SP, pa da si še vedno tista oseba, ki dela za denar, torej menjuje čas za denar, je to nekako še sprejemljivo, vendar pa se je v tistem času mi zgodila tudi ena izmed zelo takih neprijetnih situacij. Namreč na določeni točki sem obležal v postelji in vsak si lahko sam predstavlja, kaj se zgodi, če kot SP staneš v postelji in ne moreš delati. Še predtem pa na srečo enkrat obležal v postelji tudi kot zaposlena oseba, tako da sem imel obe primerjavi. Prvo primerjavo, koliko dejansko sem vreden kot zaposlena oseba, če zbolim oziroma ne morem delati, drugič pa, koliko sem dejansko vreden, pa koliko jaz lahko zaslužim, če ne morem delati, torej, če sem samo od sebe odvisen. In tisti, ki ste se kadarkoli znašli v tej situaciji, približno veste, o čem govorim. In zato sem se kasneje začel vedno več izobraževati na tem, kako se rešiti tega oziroma kako ta tveganja, ki se pojavijo kot zaposlenemu in samozaposlenemu, zmanjšati na minimum, da če se zgodi neka situacija, in vsi vemo, da lahko neka nepredvidljiva situacija pride, da družina in pa vsi ostali finančno ne bodo toliko trpeli oziroma vse stvari, ki so povezane s tem. Ter verjemite mi, ko se vam enkrat to zgodi in v zadnjem letu, samo v letošnjem letu, sem dobil 5 klicev na pomoč. 5 klicev na pomoč od oseb, ki so predtem ignorirale to naše znanje in so mi rekle, veš, vse sem te spremljal, vse sem poslušal, vse sem nekako to mislil, pa eno pa drugo, ampak v moji glavi je vedno igralo, se meni še to ne more zgoditi, sej jaz še imam čas, do mene to ne bo prišlo. In tem 5 osebam se je ravno to zgodilo, vsaki na svojsten način. In takrat, ko sem začel te informacije dobivati, sem rekel, da je treba to znanje, te informacije še bolj začeti predajati med ljudi. Torej, še bolj se nekako probati približati stvari ljudem, da se ne ujamejo v to past. Jaz upam, da verjamete, o čem govorim. Eden izmed mojih razlogov, zakaj dejansko sem se torej odločil za narediti še nekaj programov in to dati med ljudi, je to, da na prvem mestu je dejansko družina, ne? In če ti nimaš časa za družino in časa za sebe, mislim, da nima smisla, da se dejansko trudiš pa ustvarjaš, kaj ti otroci odrastejo, nekega dne grejo od doma in takrat tistih dni enostavno več ne moreš povrniti. Druga stvar, sem to sam, torej, če jaz ne poskrbim zase, kdo bo zame poskrbel, ali bom jaz breme nekomu. Tretja stvar, ki bi jo tukaj lahko omenil, to je zdravje. Torej, če ne bom jaz poskrbel za svoje zdravje, kdo? In če ne zdaj, kdaj? Takrat spet, ko bo prepozno. In če pogledamo spet to, kar sem vam prej povedal, vedno se nanašamo na to, da mislimo, da še imamo čas, da nam se ne more nekaj zgoditi. Nisem neka negativna oseba, ampak samo za primer vam bi povedal, včerajšnji dan je bil zelo katastrofalen oziroma zelo tako nesrečen tukaj na našem območju. Kar 3-krat so ljudi odpeljali z helikopterjem iz naših krajev, tukaj le v bližini, in 3-krat sem bil celo skoraj da blizu tega. In nesreča ne počiva, nesreča se hitro zgodi, časi so takšni, da vsem se nekam mudi, nihče ni pozoren več, ne na cesti, ne na pločnikih, ne na prehodih za pešce, in hitro se zgodi, da smo na neki točki res tam, kjer si nismo želeli. Čeprav si tega noben ne želi, ampak moramo pa tudi razmisliti o tem, da do tega lahko vseeno pride. Naslednja stvar so bili moji osebni cilji. Ker jaz vedno smo imeli, nekako so nas naučili v šoli in skozi to bomo kasneje šli in upam, da mi boste malce pomagali.
naučili so nas, da hodimo v službo, delamo za denar, iz meseca v mesec, nekaj damo na stran, privarčujemo do penzije, pol pa bomo že nekako živeli, ne, srečno do konca svojih dni, ampak spet sem si sam pri sebi naredil enih par teh primerjav. Vprašal sem te ljudi, ki so se zadnja leta upokojili, ali res oni srečno živijo, ali je res to, ko so zdaj se upokojili, kar so si sanjali nekoč. In vsaj v tej naši okolici niti ena izmed oseb, niti en človek, nihče ni rekel, da živi. Vsi so rekli, da preživljajo, da gledajo, kaj kupujejo, da kupujejo nekakovostno hrano, vse te stvari, da enostavno nimajo niti za življenje, ampak dejansko za preživetje. Cene se višajo, vse gre gor, stroški se višajo, pokojnine, penzije, to pa kak je odstotek, 2% mogoče na leto gor, medtem ko pa vsi življenjski stroški več kot 10%. In moj osebni cilj je bil zgraditi vir pasivnih prihodkov za primer, če se zgodi, da kdaj zaradi kakšnega od razlogov ne bi bil zmožen fizično prisoten za opravljanje dela in da s tem ne bi torej postavil na kocko finančnega življenja in pa družine. Zadnja točka je pa to, da sem nekako začutil strast do te dejavnosti, poučevanja in predajanja tega znanja, ki so dejansko preskušena v praksi, predvsem na področju denarja ter poslovne in osebne rasti, in na teh področjih se danes največ ukvarjam. Skozi celotno zgodbo lahko vidite, da sem osebnostno zelo, zelo napredoval na nekaterih področjih, pa ne želim se hvaliti na tem, ampak samo toliko, da veste. V glavnem, če premagaš enih par takih stvari, je to kar dosti poslovno, tudi če iz službe greš v SPFDO in kasneje začneš graditi poslovne sisteme in pa to se tudi nekaj vidi, da se napreduje. Pri samih financah je pa spet tako, da mogoče se določene finančno stanje pri nekom ne vidi, ker ga ne kaže predvsem navzven, ali pa niti ne želi, da se dejansko vidi, da nekomu gre mogoče drugače, malo bolje. Po drugi strani pa to, da ne rabiš delati 8 do 12 ali pa 16 ur dnevno, da preživiš, ampak da dejansko delaš takrat, ko si ti sam želiš, koliko si sam želiš, vzameš si čas za sebe, kdaj si želiš, in mogoče je to tisto, kar je tudi na koncu koncev vrednost. Jaz verjamem, da vsak od nas ima nek svoj edinstven zakaj, ki nas vodi in motivira v tem našem življenju, in ta razlog je tisto, kar nam daje neki smisel in namen, še posebej, ko pridejo težki trenutki. Zdaj jaz ne vem, katere stvari so tu pri vas na prvem mestu, ampak preden bomo nadaljevali, bi želel, da si pogledate en video posnetek, 2 minuti je, zelo, zelo močno sporočilo nosi in upam, da vam bo vse to malce približalo to, o čemer sem vam zdaj govoril. I think we've learned anything in America is if you're not going to take control of your own destiny, you're going to get left behind. Mm-hmm. And I hate to say it, and I don't mean to. Go ahead, say it, man. Put it out there, buddy. I'm supporting you. You got to take control of your life. Yeah. Like, you got to go. No one is going to help you unless you help yourself. You know, and it's in the Bible. Yeah. God only helps those who help themselves. Say it again. God only helps those who help themselves, my friend. Mm-hmm. So let's say you're on the come up. Robert's on the come up. You just got to the country. You don't have anything. You want to help other people, but you haven't done anything. I think your dad gave you some advice about this. What do you take care of you right now? Do you get money right now? What do you do? First thing always, you got to take care of you. Yeah. Right? When you're on an airplane and the stewardess comes along and the flight attendant. Don't say stewardess. Sorry, the flight attendant and the air mask. What do they call those? I don't know. What? The mask. We don't use them on my plane. The mask comes down. What does she say? Who's the first person you give it to? Yourself. If you're not good for you, yeah, you're not good for anybody. You're not good for your wife. You're not good for your significant other. You're not good for your kids. You got to take care of yourself. That's your responsibility in life first. Then you get to take care of the others, people in your life, the people that you love. Jaz upam, da je to en taki zelo zanimiv posnetek, ki vam je zdaj le povedal
nekaj, kar mogoče se nam zdi sebično, ne? Kajti živimo v svetu, ko nam govorijo, da moramo biti pa pomagati vsem drugim. Zdaj ravno se ta deželak junak akcija vodi, ne? Se pravi, vsi pomagajo, 5, pošli 10. In teh akcij je na tisoče v Sloveniji na vsak mesec, ali pa na stotine bi temu rekli. In zdaj si predstavljate, da vi vsak mesec ni slike, trenutno je ni, je prazno. Vem, bomo dal naprej, trenutno je belo. V glavnem, predstavljajte si, da vsak dan 10 takih pošljete, torej 50 ali pa 100 evrov vsem tem, ki iščejo neko pomoč. Ali je to za otroke, ki se ne morejo privoščiti, ampak jaz pravim za otroke, da se ne morejo privoščiti. Eno je, da si otroci res ne morejo privoščiti sami, ne, drugo pa je, da imajo starše, ki bi pa lahko poskrbeli za to, pa nočejo, ne, zato ker so na neki točki, ko nočejo narediti nič v tej smeri. In sama taka dobrodelnost, da se to otrokom omogoča, jaz nisem najbolj pristaš tega, ne. Jaz sem pristaš tega, da se pomaga nekomu, ki se mu recimo zgodi neka tragedija, torej ali neka nenadna tragedija pride, pa se nekaj zgodi, pa da se tem ljudem pač pomaga, da vstanejo, da pridejo k sebi. To, da se pa vsako leto, vsak mesec pobira za nekoga nek denar, pa se jim daje, pa potem dejansko to lenobo, bi jaz rekel, podpira. Jaz ne vem, kako boste tole videli, ampak jaz sem zelo direktno želim to sporočiti. Res je, da otroci niso nič krivi, so pa krivi njihovi starši so tisti, ki bi morali poskrbeti najprej zase, potem pa tudi za svoje otroke, svojo družino in šele potem za vse druge. V tem primeru pa se zdaj dogaja, da mi vsi nekako dajemo tu 5 evrov, pa tam 10 evrov, pa so tam gasilci, pa so tam oni, pa so oni, pa onemu za ono bolezen, pa za onega Krisa, pa za Matijo, pa za Matica, pa za Štefko, pa za to. In enostavno, če boste tole pogledali, na koncu mi ves ta denar zmečemo ven, dajemo ven, kot da smo dobrodelni, pomagamo drugim, pozabimo pa nase. In potem se nam zgodi, da se bomo mi znašli v neki določeni situaciji in zdaj bomo mi odvisni od drugih in zdaj bo nekdo drug pobiral denar za nas. Zato je tu Robert Harjavec lepo povedal, da najprej moraš poskrbeti zase in šele, ko boš poskrbel zase, lahko začneš ti pomagati drugim pa poskrbeti drugim. In če boš naredil isto z drugimi, kot si zase naredil, to pomeni, da se boš naučil in to znanje predal na druge, boš tole revščino rešil. Če boš pa ti, tudi v Svetem pismu že to piše, ne? Daj revnemu denar, pa si ga, ali pa lačnemu hrano, ribo, pa si ga nasitil za en dan, nauči ga loviti ribe, pa si ga nasitil za celo življenje. Če pa gremo še en korak naprej in lačnega najprej naučimo, kako loviti ribe, kasneje pa kako druge naučiti loviti ribe, pa smo mi ta problem revščine in lakote rešili. In naš pristop je, da ljudi naučimo, da skupaj rastemo in da skupaj dosegamo cilje in uspehe na vseh področjih življenja. In zato imam jaz tudi svoje mentorje in moji mentorji so svetovalci Roberta Kiyosakija, moj mentor je po novem tudi Grant Cardone, Glenn Stearns, Marcos Tavares, v glavnem kar nekaj mentorjev je tistih, s katerimi bolj osebno delam preko dejanj v živo, potem so pa potem tu Zoom klici. In pa seveda veliko mentorjev lahko najdemo tudi v različnih knjigah. Ne? Tudi to je lahko vaš mentor. In program mentorstva ponuja številno prednosti za osebni in poklicni razvoj in to je zelo pomembno, kaj ti nudijo ti neke dragocene nasvete, podporo, neke usmeritve, tisto, kar ti lahko poveča samozavest. In zdaj recimo nekateri ste že naročili v prednaročilu knjigo Think and Grow Rich Zapuščina in ko zdaj to knjigo pripravljam, ko jo oblikujem, ko te stvari delaš, dobiš taki navdih, tako motivacijo tam notri, da bi včasih kar poletel. In to je tisto, kar te nekako sproži, tiste impulze v tebi, da vidiš, kaj vse so določeni ljudje dejansko preživeli, skozi kaj so morali iti, da so danes tam, kjer so. In da niso v tistem trenutku, ko bi lahko to rekli, poslušaj, glej, jaz se tega več ne grem, obupali in nehali, so iz tega ustvarili svojo zgodbo, s to svojo zgodbo delijo naprej in s to svojo zgodbo, ki jo delijo naprej, pomagajo številnim drugim ljudem. In to je to, kar želimo, da tudi vsak od nas
naredi. In mentorstvo kot tako nam omogoča, da se mi hitreje učimo, predvsem mogoče iz napak, ki so jih naredili naši mentorji oziroma tisti, ki jih poslušamo, da jih mi ne ponovimo. In tako je ta pot do uspeha dosti hitrejša. Hkrati pa tu prihajajo nove priložnosti, nova poznanstva, veliko novih vrat se ti odpre, od potovanj do krepitve teh mrež, poznanstev in vsega tega, kako lahko prideš do nekih drugih oseb in pa mogoče nikoli ne veš do kakšnega poslovnega sodelovanja s komerkoli po svetu. Ker ti danes je to dosti bolj približano, kot je to bilo nekoč. In ko sem gledal tele dve slikci nekoč, ko sem rekel, pa zakaj je meni bil Grant Cardone mogoče poslan takrat, da smo se na hitro srečala na enem izmed dogodkov, pa pogovorila. In kot sem že omenil, takrat sem želel narediti z njim sliko, bil je potem klapež oblečen, neprepoznaven. In ko sem želel z njim sliko narediti, mi je nekako dal en nasvet, je rekel, poslušaj, fant, si ti zdaj le prišel sem do mene zato, da boš naredil sliko, pa se boš po socialnih omrežjih hvalil, da si pač mene srečal nekje tam, pa to, ali boš pa izkoristil tole priložnost, pa me boš vprašal, kako sem prišel do nekega določenega uspeha in ti bo to pomagalo iti skozi težavna obdobja naprej in mogoče priti tudi do tega, kjer sem jaz, pa mogoče ne v tako velikem smislu, ampak do neke določene točke. In takrat sem se odločil in sprejel odločitev, da nekega dne, torej ne bom naredil slike, ampak sem sprejel odločitev, da bom nekega dne podoben Grantu Cardoneju, ne bom on, podoben mu bom, in da bom nekega dne skupaj z njim stal na odru. In to je moj cilj in to se bo definitivno zgodilo in to je že v planu, da se bo zgodilo. Vse že poteka, samo dokazati še je treba, da bo on sedel na svoj avion, tisti, ki ste ga prej videli, in priletel sem. Do takrat imam še kar nekaj dela, ampak ko si enkrat osredotočen na svoje cilje, jaz verjamem, da jih bom dosegel. Kajti do danes sem dosegel vse, kar sem še rekel. Mogoče včasih kaj z manjšim zamikom, mogoče je kdaj kakšna ovira prišla, ampak definitivno vse, kar sem do zdaj rekel, sem naredil in uresničil. In ko sem gledal tole sliko, vidite, oba dva smo malce tak čukjena, mogoče pa smo zato se povezala, tako da tisti, ki mene poznate, pa ste Cardoneja tudi že spoznali, veste, da na svojih predavanjih v živo delujem tudi včasih tako malce bolj odštekano. V glavnem, če pa ne poznate Granta Cardoneja, on je napisal, njegova največja uspešnica je 10x pravilo, torej pravilo 10x, v katerem dobite ogromno koristnih nasvetov, tako da si lahko knjigo tudi privoščite oziroma nabavite, jo imate v naši založbi, smo jo izdali in zelo priporočljivo branje, predvsem za tiste, ki želite res v življenju nekaj narediti. Preden se lotimo, vas bi samo rače opozoril na to, da je naš način izobraževanja malce drugačen, kot ste ga navajeni. Zakaj? Zato, ker če poznate piramido učenja Edgara Dalija, boste lahko spoznali, da če smo pasivno vpleteni v neko izobraževanje, torej da samo beremo, si zapomnimo nekje 10%, torej če samo knjigo neko preberemo, si bomo zapomnili 10% teh vsebin. Zdaj, če bomo to poslušali, tako kot zdaj, recimo samo poslušali, si boste zapomnili 20% vsega tega, če boste gledali še kakšne slike, 30%, če bom vam dal kako demonstracijo, primer ali pa tako prezentacijo kot zdaj, nekje 50%. Če pa sodelujemo v razpravah, govorimo, pomagamo, malo si zapomnimo cirka 70%, če pa gre za neko dramatično predstavitev, neko realno simulacijo ali pa praktično delo, pa dejansko skoraj 90% tistega, kar govorimo in počnemo. In ta tisti prvi del, pasivno učenje, je recimo učenje, ki ga najdete v šoli, mi se osredotočamo predvsem na to, na drugi del, na aktivno, torej da počnemo stvari, pa da sodelujemo. In zato imam jaz tudi dosti rajši, da se dobimo v živo na delavnicah, kjer lahko dejansko to znanje nekako praktično probamo predelati. Da bi pa imeli zdaj primerjavo, kaj je mišljeno z dramatično predstavitvijo, se pa spomnite par let nazaj, ko se je tistim CEOM 19 začela ta drama, kako so nam mediji servisirali vse to in zakaj so si ljudje toliko zapomnili te stvari, ker je to vse bilo narejeno na
na principu drame in ponavljajoče, in tako se je potem to vcepilo ljudem v glavo. Cardonejev neuničljiv poslovni sistem nas uči osnovnih principov, temelji na močnih osnovnih principih, ki so ključni za stabilnost, rast podjetja, da lahko implementiramo nek sistem, torej korake za učinkovito implementacijo tega sistema, ki pripeljajo do uspeha in pa nezlomljivosti podjetij, in pa stremimo k temu, da gre za nenehno izboljševanje vseh procesov, ki in pa prilagajanje vsem spremenjajočim pa se tržnim razmeram. Vsi vemo, da poslovanje danes ni enako, kot je bilo poslovanje 10 let nazaj in da se je treba na določenih točkah tudi malce prilagoditi. Umetna inteligenca prihaja, fajn jo je uporabiti za kakšno hitrejšo obdelavo podatkov ali česarkoli, seveda pa ne prepustiti vsega, da roboti namesto nas delajo, ker potem izgubimo tisto rdečo nit. Ključne točke tega sistema so osebna in pa poslovna rast, povečanje prodaje, obvladovanje financ, gradnja oziroma pridobivanje zvestih strank in pa optimalna uporaba vseh virov, ki jih dejansko imamo. Jaz bom tu šel čist na hitro skozi, ker ti ni toliko pomembno, ker se danes osredotočamo bolj na finance. Torej, prvi mit je, kot smo rekli, prvi denarni mit je, oziroma ne, 5 mitov o denarju je današnji nauk. In preden bomo šli na to, vas bi zdaj lahko vprašal sledeče. In prosim, če mi malce pomagate v chatu, da mi napišete, katerih je tistih 5 najpogostejših trditev o denarju iz otroštva in pa še mogoče v odraslem obdobju, ki ste jih vi največkrat slišali. Torej, kaj so vas učili o denarju oziroma kaj so vam govorili o denarju, in da vidimo, ali imamo neke približno enake stvari. Torej, če mi v chat samo malce pomagate napisati, pa sami pri sebi, denar ne raste na drevju. Ja, to je prvi. Ampak temu bi se lahko rekli, recimo iz česa pa je denar, če bi rekli iz papirja. Ja, denar ne raste na drevesu, zanimivo, kar dva že imata približno isto. Zdaj ne vem, vsi mi direktno pišete, ali se bojite pisati vsem, da bi videli. Ne moraš spremeniti je samo direct message. Če pa mi je Dejan pisal. Ja, sem videl, nisem mogel spremeniti. Meeting group chat. Bi zdaj mogoče šlo? Misliš, da sem bankomat? Ja, ok. Ne vem, še mogoče Alenka, Tatjana. To so zdaj 2, 3, pa verjetno ste slišali kaj več od tega, ne? Jaz bom mogoče probal enega izmed teh. Ste mu kdaj slišali, da je denar vir vsega zla, da je kdo rekel? Treba delati za denar, ja. Kar nekaj teh je, ne. Eden izmed teh mitov definitivno velikokrat slišite, ne, da je denar vir vsega zla in da da denar pokvari ljudi, točno to je mogoče celo mišljeno, ne. Ampak zdaj vas bi vprašal, pa mislite, da vse te stvari, ki ste jih slišali, te mite o teh denarjih, da je to resnično? Da to drži? Je pa recimo to, da več denarja pomeni več sreče, oziroma da več kot imaš denarja, bolj si srečen. Kaj pa ta mit? Kaj mislite, bi držal ta mit? Načeloma ja, vsi vemo, da to ni res. Ampak načeloma, kot si povedal, je to res, ker če danes pogledamo ljudi, ne, bomo lahko ugotovili na hitro, da ko se približuje plačilni dan ali pa ko dobiš plačo, si nekako enostavno ali pa imaš več denarja v denarnici, se dejansko čisto drugače se obnašaš, čisto drugače hodiš po svetu, čisto drugače deluješ. Verjetno ste to že opazili sami pri sebi.
In ja, daje ti neko mogoče navidezni občutek sreče, ne tiste prave sreče, ampak navidezni občutek sreče, da takrat, ko ga pač imaš, da je mogoče si malce bolj srečen ali pa vesel, ampak skozi čas pa potem se verjetno zgodi, da to ni to. Dajmo pogledati še, če imamo kakega drugega. Kaj pa tole? Bogati ljudje so pohlepni in sebični. Ste kdaj to slišali? Slišali ja in mislili tudi. No, vse je fajn, to je fajn razumeti, ne, da velikokrat smo mi to slišali, pa če danes še mogoče omeniš, ne, komu, da si želiš biti bogat, pa ti bo rekel, beži, kaj boš bogat, to ste sami pohlepneži, kaj si tako pohlepen, pa sebičen, pa eno pa drugo. Ampak poglejmo drugo stran tega. Jaz mislim, da bogati ljudje, tisti prav bogati, jaz govorim, ne tisti, ki so obogateli na nek način, da so prejeli neke denarna sredstva ali pa nekaj, torej jaz to ločim med bogatimi in premožnimi. Zame so bogati ljudje tisti, ki imajo dejansko tudi potem, ki so osebnostno zreli, duhovno zreli in tako dalje. To pomeni, da svoje bogatstvo tudi delijo, pomagajo na nek način, da pa je to pohlepni in sebični, pa bi zdaj bilo mogoče, če bi se spomnili na tisti posnetek nazaj, ne? Ko je Robert Herjavec povedal, ne, da moraš najprej poskrbeti zase, ne? Ker ljudje mislijo, recimo, primer, da vas zdaj vprašam, se vam bi zdelo pošteno, da vi začnete danes graditi skupaj z nami, recimo, nek poslovni sistem, se izobražujete, investirate v čas, denar, vase, v znanje, v ne vem, v vse možne alternativne vire, ki obstajajo in so tu na tej poti, rečemo 10 do 15 let, odrekate se marsičemu, potem pa ustvarite neko finančno bogatstvo, in potem vam bi nekdo rekel, da morate vi zdaj to bogatstvo deliti s tistimi, ki nimajo take sreče, ne, da bi to ustvarili. Se vam zdi to pošteno, da bi zdaj vi ta denar kar tak delili med tiste, ki pač niso pripravljeni nič narediti za to, ker dejansko danes imamo čisto vsi iste možnosti. Čisto vsi. Edina razlika je med tem, kaj mi s temi viri, ki jih imamo, naredimo. Ali smo danes tu na Zoomu, pa nekaj poslušamo, ali pa zdaj gledamo, ne vem, kriminalko, politiko ali kar to. Torej, vsi imamo iste možnosti, ampak odločitve, ki jih sprejemamo, so pa tiste, ki nas bodo od danes naprej, ali pa od nekoč, ali pa od jutri naprej, kakorkoli peljale v neko drugo smer. Torej, bogati ljudje dejansko niso pohlepni in sebični. Pustimo zdaj mi tisto, kar nam televizija prinaša, pa kaj mi govorimo o nekem Billu Gatesu, pa ne vem komu, pa teh stvarih, kar se v tem ozadju dogajajo. Mi dejansko vseh resničnih podatkov, kako je s tem, tako ali tako nimamo. In soditi na podlagi tega, kaj je nekdo napisal na Facebooku ali pa kaj je nekdo po televiziji povedal, jaz mislim, da je nerealno. Torej, mi moramo prvo ljudi dejansko spoznati, ker to, kar se kažejo od politikov pa vseh teh tam ne zunaj, jaz vam povem, da to so samo neke lutke, ki igrajo neke igrice v ozadju, po mojem je pa zgodba čisto drugačna. Gremo pogledati še četrti mit, ki sem ga jaz prikazal, da vidimo, kateri je. Tega verjetno vsi poznamo. Varčevanje je edini način, da bi obogateli. So vam to kdaj govorili, da morate varčevati? Ja, konstantno. Konstantno. Pa še vedno verjetno govorijo, varčuj, pa boš imel za kasnejše obdobje, ne? Varčuj, varčuj s tem, varčuj z onim. No, jaz vam bom povedal, jaz sem se naučil v zadnjih letih, da moram varčevati tam, kjer moram varčevati, in da moram investirati tam, kjer moram investirati. Torej, investirati v pomembne stvari, ki me bodo delale bogate, varčevati pa pri tistih stvarih, ki me delajo revnejše. Nič drugo. Torej, varčujem tam na tistih področjih, kjer ne vidim perspektive za boljše življenje.
Ne? To pomeni, da varčujem, ne vem, če grem na kakšne počitnice, da rečem, da naj bom tam zdaj si kupil nekih, ne vem, luksuznih počitnic, glede na to, da še gradim sistem pa biznis. Ne? Da, ko bo pa zgrajen, pa bo zadeva se obrnila. Ampak, kaj hočem povedati, torej, večinoma ljudje delajo kontra, ne? Torej, varčujejo tam, kjer bi mogli investirati, investirajo pa tam, kjer bi mogli varčevati. Oziroma zapravljajo tam, kjer bi mogli varčevati, oni pač mislijo, da investirajo. Ne? To je še en izmed teh mitov, jaz se podrobneje ne bom zdaj tu malo ustavljal glede tega, ker bomo šli hitreje naprej, da boste poznali še 5. mit. Za ustvarjanje bogatstva je potreben denar. Kaj pa ta mit? Ga poznate? Ja, to je itak stalni izgovor, če nočeš štartati z mesta. Ja, tako je. Vam je že kdaj to rekel, če ste mu rekli, mogoče, da bi šli skupaj na neko pot, pa mu rekel, nimam denarja. Ja. Ja, vedno reče, ne. Pa reče, pa če gre za 10 evrov, da bi mogli investirati, ne vem, za kak seminar, nimajo denarja. Pa če je mogoče tudi brezplačno, ne, bojo rekli, nimamo denarja, pa bomo rekli, čakaj, pa če jaz obstojim, se nima veze, vsak izgovor je dober, ne. Tako je. V glavnem, ja, za ustvarjanje bogatstva je potreben denar, tudi to velikokrat govorijo, no v našem sistemu se lahko naučite, da morda temu ni tako. Zdajle prihaja pa videoposnetek. Tisti, ki ste že zakupili program, ste dostop do tega videoposnetka že dobili. Vsi ostali ga pa dobite danes večer oziroma najkasneje jutri zjutraj. Boste dobili povezavo na svoje maile, ki ste bili danes prvič prijavljeni in si boste lahko ta video še pogledali. Tako da boste videli zdaj, kako to dejansko poteka. Torej, naš tak program bo potekal tako, da bomo imeli video lekcije, ki se bodo vsak teden odpirale, potem bomo imeli Zoom, na Zoomu bomo pogledali prejšnjo lekcijo, kaj smo se naučili, podebatirali, malce za novo lekcijo in potem naslednji teden tako naprej in to bo 17 zaporednih tednov trajalo. Hkrati pa bomo naredili še kako srečanje tudi v živo, bomo se pa sproti potem dogovarjali, koliko bo to časovno odneslo. Zdajle bo en posnetek, ta čas bom jaz mikrofon izklopil svoj, da se ne bomo slišali. Pa si poglejmo tale posnetek prvega nauka Granta Cardona. 5 mitov o denarju, malo prehitro sem izklopil. Welcome to Unbreakable Business System. You've made such a great decision to be here. We're going to be going over a whole bunch of stuff to get you and your business unbreakable, okay? The first lesson, I want to share with you some money myths that are keeping you broke. I know they're keeping you broke because they kept me broke. And statistics show around the world, a lot of these same factors, wherever I go to Singapore or Cincinnati, people have some of the same beliefs about money that I had growing up, that my parents had, that their parents had, and it goes back and goes back. So what we want to do in this first lesson is I want to interrupt or break this poverty cycle that has so many of us enslaving how we think about money. Okay. Now, first money myth is this: money is complicated. You're going to take the basic reverse of each one of these, that it's complicated. It is very simple. In fact, when anybody starts using words like the Fed, inflation, money supply, monetization, all these big 3-syllable words that they use to complicate money, it is simply to keep you on the sidelines with the money game. This idea that it is complicated is one of the things that have put me in a position, that is simple actually, has put me in a position to understand that, look, money is very, very, very simple. You cannot get money without a who. We'll be talking about this in another lesson. Money by itself is not about being manufactured. Just keep in mind how many times you probably told yourself, hey, I need to go make some money. I need to make money.
I got to make more money. Maybe your dad said, go make money. Son, go to college and then make money. Well, the truth is you don't make money. Let me just show you how simple it is. The only thing you do with money is you collect it. Money's already been made, okay? I'm just going to simplify this concept, okay? This piece of paper. You do not make this. It's against the law to make anything. Well, all you have to do with money is connect to a person. Money is so simple. It's always connected to an individual. Yes, the Federal Reserve probably prints the money. Yes, the Federal Reserve's up to some nasty stuff. You're never going to meet anybody at the Federal Reserve, and you're never going to go to Fort Knox and find out about money or the gold supply or why it came off during Nixon or whatever the hell happened. All that complicates the issue. And when they are complicating the issue, it's a salesman's trick in order to sell you something to make you less educated about a topic so that you surrender your money. Again, they know who. They know that's the simplicity of money. Who? Who is more important than how, and who is more important than what you're doing. Money is simple, okay? Number two, it takes money to make money, okay? This old idea that most of us were taught, it takes money to make money. Actually, it does not take money to make money. It takes courage, it takes action, it takes creativity, and it takes persistence. If you want more money, learn these things, strengthen these goals, because it does not take money to make money. In fact, if you saw Undercover Billionaire, we'll put a link here to give you a bonus course on Undercover Billionaire where I go behind the scenes and I show people actually what I'm doing. I'm connecting to who, and I'm connecting to the simplicity of, hey, I don't need money to make money. I don't need $20 to make 200. Would it be great if I had 20? Maybe, but it doesn't take money to make money. The people that are making the most money are the people that have the most courage, the most action, have the most creativity, and or the most persistence. These are four things that all human beings are endowed with by God. Now, if you're giving up on that because you think I need money to make money, I got to have some money, that becomes your go-to excuse. If I just had enough money, the truth is, when you have money, it actually robs you of courage, it robs you of action, it robs you of creativity, and it robs you of persistence. Because how many wealthy people do you know? Not wealthy, bad word to use. How many rich people? Bad word to use, probably. How many people do you know that have a little bit of money that got lazy? How many people do you know that got a little bit of money and now they don't take action? How many people do you know that when they went out and got money, first thing they did was went and bought a house, sent their kids to school, bought some bicycles, got rid of the same money that they worked for to get, only to buy a bunch of stuff, okay? Saying it takes money to make money. Then they took the money and converted it to something else, only to have to go make more money again. Okay, you understand what I'm saying? What I'm saying is it doesn't take money to make money. It takes courage, creativity, persistence, and it takes a lot of action. And as long as I have those things, it doesn't matter how much money I have. What I want to do really is I want to get money, and I want to get rid of the money, and I want to go use these four resources that are endless and infinite, okay? That I can just literally say, hit the damn reset button. Give me some more courage. Give me some more action. Give me some more creativity, and give me some more persistence, because I can never run out of these things. Number three, all debt is bad debt. Most of us have been taught that. In fact, there's people out there that will not use debt because they think it's associated with the devil. Debt is truly the only way to create real wealth. In fact, good debt provides positive passive income. Passive income is what you want more than earned income. See, look, I'm just in the first 4 or 5 minutes here. I'm going to load you up. In these lessons on the Unbreakable Business System, I'm going to change your mind, then start to reinforce your strategies, introduce you to strategies, and then reinforce those so that money's no longer a problem with you. But it does start right here in your head about how you think about money. Because if you're not going to use debt in order to create wealth, if you could become a billionaire, would you use debt? Would you take $50 million worth of debt to become worth $1 billion? What if you could take $1 billion worth of debt, and the $1 billion costs you, let me see, $1 billion times 0.06. What if $1 billion cost you $60 million a year, but made you $10 billion? Would you borrow $1 billion that cost you $60 million to make $10 billion? The answer is yes. So all debt is not bad debt. Now, what is bad debt?
Bad debt would be borrowing money to buy Gucci, borrowing money to buy a belt that you could literally pay $10 for from an old used belt somewhere. It does the same job. Borrowing money on a trip or a vacation where all you're going to do is have some memories. That is bad debt. Okay. Bad debt would be buying a house. Yes. Bad debt is buying a house. Why? Because good debt produces income, passive income. Good debt should provide more income, okay, than the cost of the debt, okay? So never over debt yourself. This is why I buy so much real estate. I take good debt, buy great real estate, and it services the debt. Number 4, you need to save your money. Okay, this is an old concept. Save money. If you save your money, it'll save you. Money will never save you, okay? It'll never in your lifetime. If you need something, money's not going to be the thing that saves you. If you have 3 months of savings, how many of you started with a 3-month savings account because somebody told you, you need 3 months of reserves? Then what happened is you got 6 months of reserves. Then what happened? You got 9 months of reserves. Then you had a year of reserves. And then you had 3 years of reserves. You're saving money for what? Do you know every time you save money with Wells Fargo, Bank of America, Citibank, they take your money and lend it to people like me? They say Annie went and sold 40 hours from a week to get $2,000. She then spent more of her time. She took her most valuable asset, time, 40 hours, traded it for $2,000, and then spent 40 minutes dropping it off at the bank, where the bank calls me up and says, Mr. Cardone, Annie and her 10 million friends, in America it's like 175 million people, do this every day, by the way. 175 million friends of Annie's went and spent time to get money, then took the money, gave it to Wells Fargo, Bank of America, Citibank, you name the bank, okay? And then those banks call me up and say, Mr. Cardone, would you like to use Annie's money and our 175 million friends to make investments? But saving money is not my goal. It is not my strategy, nor is it the strategy of the wealthy. The 5th myth, and there's many myths, by the way, you could go on and on. Penny saved is a penny earned. Okay. The 5th myth, one of the 5th myth that I want to share with you here is owning a business is the only way. You got to be the CEO. All right. You want to be the boss. You see these t-shirts, boss girl, boss guy. I am the boss. I'm the CEO. Look, you do not need to be the lead guy to create wealth for yourself and your family. In fact, some of the greatest wealth that's ever been created on this planet was by the 2nd, 3rd, and 4th guys. Paul Allen's one of the wealthiest families ever created in the United States of America. He's still on the top, 50 list. And he was Bill Gates' second in charge. You do not have to own the business. In fact, 64% of all businesses in America break even or lose money. Yet these people say, I own the business. You are a business owner that is a slave with a mere job that pays you less than you would actually make if you were working in that same position. Now, what I want you to do here at the end here, there's 5. Okay, I could come up with another 10 right now. I want you to sit down and do the exercises here. I want to change the way you think about money. Who taught you about money? What did they teach you about money? How many people told you money won't make you happy? That rich people are sick, or rich people have problems, or rich people, how many of you have been told things that have actually kept you broke, okay? You've been financially programmed. Do the exercise. Evo, takole, prvi nauk miti v denarju smo ga dali skozi in sicer traja do naslednjega ponedeljka, ko se srečamo in gremo na drugi nauk denarni plivneži. In jaz upam, da je saj zaenkrat malce vpogleda v to, kako bo izgledal ta naš modul oziroma ta naš internetni tečaj, nepremagljivi oziroma nezlomljivi, kakorkoli bomo poimenovali, biznis sistem ali poslovni sistem po Grantu Cardoneju, torej taka video lekcija. Zraven danes ste dobili tudi en PDF na svoje maile kot en delovni zvezek, ki ga do naslednjič lahko izpolnite in verjamem, da vam bo to odprlo malce drugačno razmišljanje o samem denarju v prvem modulu, torej denar in miselnost,
Torej, prvi nauk miti o denarju, drugi nauk denarni vplivneži, v tretjem nauku se bomo lotili 7 pravil o denarju in pa v četrtem nauku matematike za $1.000.000. In to bo, kar se denarja tiče na tem področju, to. In že sam ta modul, če ga boste dobro obdelali pa razumeli, vam lahko začne prinašati dosti več, kot ste mogoče do danes uspeli ustvariti. Seveda je pa potrebna akcija, torej, če boste samo pogledali tole lekcijo, pa ne boste naredili domače naloge, pa če ne boste tega dali v prakso, vam to dejansko ne bo pomenilo nič. In potem je tudi bolje, da mogoče sploh se ne odločate za kaj takšnega, kajti to ni nekaj, kar bi imeli, pa ne bi iz tega naredili nič. Moja želja pa, moj pristop je, da skupaj zgradimo nekaj, da se skupaj učimo in zato tudi z Zoomi lahko bi vam samo naredil en spletni tečaj, prevedel te stvari od Cardoneja, naredil in bi vas same prepustil same sebi, ampak bolje je, da se potem vsak ponedeljek srečamo, pogovorimo o tem, kaj smo se naučili, najdemo mogoče neke skupne točke, mogoče kaj malce predelamo na drugačen način, kajti vsi vemo, Amerika je Amerika, Slovenija je Slovenija, da mogoče vse stvari ne grejo točno tako, kot grejo tam, gredo pa lahko po tej poti z malce prilagoditvami. In to vam lahko zagotovim. Drugi modul, ki ga bomo imeli, ki se bo potem, ko bo končan ta prvi, bo o marketingu, predvsem o pomembnosti marketinga, o 10 marketinških zapovedih, kako ustvariti svojo zgodbo. In ta modul in tretja točka, ustvariti svojo zgodbo, je mene pripeljalo do ene točke, ko sem naredil to vajo, da sem ugotovil, da imam 100 zgodb, ki jih lahko ljudem povem. 100 zgodb. In če imaš 100 zgodb, ki jih lahko ljudem poveš, verjemite mi, da v vsaki od teh zgodb se bo našlo od 5 do 10 ljudi, s katerimi lahko najdeš stik, kontakt, morda jim ponudiš neko svojo storitev ali karkoli. In če zdaj to razširimo, lahko ugotovimo, da lahko imamo v trenutku med 500 do 1000 strank, ki ti mogoče, kot je Cardone povedal, da je denar povezan z kdo in vam lahko pomaga ustvariti dodaten vir prihodka na podlagi samo tega, da ste ustvarili svojo zgodbo in skozi svojo zgodbo pomagate ljudem priti do neke rešitve, ki jo imajo v življenju. V četrti lekciji drugega modula so potem zapisane, pa se uči o strategijah pridobivanja potencialnih strank, torej kako priti do svojih strank na etičen poslovni način in pa v 5. nauku potem spremljati marketing in pa denarne tokove. Vse to jaz že počnem in kasneje vam bom enih par rezultatov tudi predstavil, čisto na kratko. V 3. modulu bomo govorili o komunikacijah, kakšne so lastnosti tistega, ki dobro zna komunicirati z ljudmi. Tu se imamo še marsikaj za naučiti, tudi jaz, pa še kdo drug. Potem, kako načrtovati, da bomo nas ljudje prepoznali, po čem smo mi prepoznavni, kako obvladati govor. 4. nauk, moč odra drugih ljudi, ravno to v tem trenutku izvajam. En del sem že naredil, drugi del zdaj delam, torej kako priti na odre drugih ljudi. Zdaj, oder je lahko to nek seminar, na katerem si pa, ali pa dogodek, kjer predavaš kot gostujoči predavatelj, magari tudi zastojn, ali pa mogoče s pomočjo radia, televizije ali kakorkoli drugo. V komunikacijah je dobro poznati svoje številke, pa da izpeljamo svoj načrt. 4. modul je prodaja, zelo, zelo pomemben modul, predvsem povratne informacije, ki jih dobivamo. Pomembno je, da zaupamo v izdelek in pa proces, torej to, kar tržimo, to, kar želimo ljudem ponuditi, da mi verjamemo v to, da vemo, da je to dobro, da to dobro prinaša ljudem, kako se pogovarjati z ljudmi, da bodo dejansko nekaj kupili od nas, in pa o nekaj prodajnih resnicah, ki vas zagotovo ne bodo razočarale. To so vse module, vse stvari, ki se jih naučiš. Zakaj je to pomembno? Ker brez prodaje ni nič. Nobeno podjetje, noben posel, nič danes ne more obstajati, če prodaje ni. In če mi ne znamo prodati, če mi ne znamo stržiti, smo lahko že na štartu propadli. In to se je meni dogajalo v preteklosti.
Potem so mi ponudili tudi možnost preko ene agencije, da bi oni tržili zame, oglaševali in tako dalje. Na koncu sem ugotovil, da sem jim samo denar dajal, namreč oni ne poznajo tvojega izdelka, oni ne poznajo tebe, oni ne poznajo tvoje zgodbe, oni poznajo samo to, kar si jim ti povedal. Oni ne morejo govoriti iz srca, iz duše, iz tega, kar si ti, in zato je dosti težje nekaj prodati. In na koncu koncev tako ali tako večino dela moraš še sam opraviti. Torej, zakaj bi plačeval nekoga, če se lahko sam naučiš določenih stvari in si ti tista blagovna znamka, ki prodaja. In pa potem zadnji modul, 5. modul, rast in vodenje, torej dobili boste pogled, kakšen je Cardonejev razvojni načrt, kako deluje njegov poslovni algoritem, kako določene stvari urediti, in pa govora bo o 10 elementih za 10-kratno rast podjetja. Zdaj točno tako vam jaz ne bom govoril, da je to točno to, jaz vam bom zdaj samo pokazal na kratko, kaj dobite v tem neuničljivem poslovnem sistemu. Torej 5 modulov, ki vsebuje 23 lekcij z slovenskimi podnapisi, kot ste videli v tem prvem delu. Zraven dobite taki delovni zvezek v PDF obliki, ki ste ga lahko natisnete, lahko ga pa tudi izpolnite na internetu, ampak jaz priporočam, da si to natisnete, zabeležite, napišete in večkrat tudi, ali pa vsaj enkrat dnevno greste skozi to. 23 Zoom klicev vsak ponedeljek ob 20. uri, dodatni bonus za najhitrejših 12, 6 še jih je na voljo, teh najhitrejših je to, da dobite dostop do Cashflow Akademije za 1 leto, ki je vredna cirka 60 evrov. Dobite delavnico Cashflow, ki bo, če nas bo dovolj, v soboto. Tukaj le pri nas v Majšperku delavnica je vredna 97 evrov, gre za klasično Cashflow delavnico po strategijah Roberta Kiyosakija, torej ob igranju igre Cashflow, kjer se pa naučite drugih stvari, kasneje bom malce o tem povedal. Dobite dostop do Think and Grow Rich filma za slovenskimi podnapisi za 1 leto, audio knjigo Think and Grow Rich v angleški verziji, torej staro klasično, in pa Think and Grow Rich angleški PDF, torej staro verzijo knjige, torej original verzijo. Vse skupaj je vredno 97 evrov in pa 1-letni dostop do Canva Pro programov, ki je vreden cirka 150 evrov. Še nekaj več bonusov je, ampak o tem ne bom zdaj govoril, ker mislim, da so ta glavne stvari so tukaj le povedane. Takole to zgleda, recimo, ko se odločite za nakup, ko prejmemo vaše nakazilo plačilo, vam omogočimo dostop v izobraževalnem centru, se vam pojavi takale zadevica in tukaj lahko potem dostopate do teh vsebin. Vsebine se bodo nalagale postopoma, torej ko bo prvi nauk oddelan, rečemo naslednji ponedeljek, se bo naložil nauk številka 2, torej denarni vplivneži, in potem spet naslednji teden, tako po vrsti, da gremo eno za drugim, da ne prehitevamo vseh stvari, kajti vem, da marsikdo bi želel preskočiti kaj in to ni dobro, in zato se bomo držali ustaljeno lepo po vrsti in se tako učili. Tako to potem zgleda, delovni zvezek ste videli, nekateri imate dostop do Think and Grow Rich filma že tudi, tako pa isto potem gleda pri neuničljivem poslovnem sistemu, imate tale video na voljo, 1., 2., 3., 4. nauk, ki se bodo dodajali, in to lahko dejansko potem preko spleta gledate. Te delovne zvezke pa si lahko prenesete ali jih izpolnjujete na internetu oziroma digitalno. Cashflow Akademija je tudi takih 10 posnetkov po Robertu Kiyosakiju narejenih, kjer se boste marsikaj naučili, če boste to dejansko dali skozi. Zdaj vam bom povedal samo enih par rezultatov uporabe tega znanja, ki sem ga dobil, pa še nisem vsega točno predelal, ker sem šel to malce bolj sam skozi, ampak tiste glavne poglavitne točke, ki sem jih na koncu iz tega ven potegnil, sem jih dal v prakso in to so rezultati po 1 letu. V 1 letu se mi je povečala prodaja in pa bruto promet za cirka 100%. Število sledilcev na socialnih omrežjih se je enormno povečalo, ogled vsebin na socialnih omrežjih za več kot 200%, definitivno v teh 5 mesecih letošnjega leta. Pasivni prihodek v prvih 5 mesecih letošnjega leta se mi je povečal za 118%. In če bi zdaj to
že skupaj seštel, bi na koncu lahko rekel, da je nakup tega programa pri Cardoneju že bil izplačan krat 4. Izboljšala se mi je komunikacija z ljudmi, čisto drugače znam komunicirati, povedati kakšne stvari, kar prej nisem znal. Povečala se mi je ustvarjalna motivacija. Idej je toliko, da dol padeš. Vsak dan se neka nova ideja pojavi. Prejšnjič med tekom razmišljal, če bi obstajala mogoče aplikacija ali karkoli, da bi kar na možgane prelepo, pa bi ti snemalo tvoje misli, tisto, kar se ti je v misli pojavilo, pa da bi ti to zapisalo, ker med tekom ne moreš, ne, pisati pa risati, pa ne vem kaj vse, da potem, ko bi domov pretekel, da bi se vse to nekam shranilo, pa da bi lahko to potem dejansko začel udejanjati. Kakšne ideje vse dobiš med tekom, pa vse tem, kaj vse ti danes prihaja ven, ko poslušaš te vsebine in ko poslušaš res te motivacije in tako naprej. Več ustvarjanja vsebin, to boste lahko videli, da se je zdaj recimo dogajalo, če vam bi zdaj čisto na kratko povedal, trenutno se prevajata 2 knjigi, torej Think and Grow Rich, pa še ena za, zdaj ne morem točno naslova se spomniti, pišem svojo drugo lastno knjigo, izobraževalna igra, Thrift to Life se pripravlja, 7X se pripravlja, v glavnem stvari ogromno, pripravo sem vsebine seminarja, ki smo ga imeli z Markosom Tavaresom, ki so dostopne na internetu. Ta program gre, dogodki, ki jih delamo po Sloveniji in tako naprej in tako naprej. Recimo v prejšnjem letu, celem prejšnjem letu nisem naredil 10% tega, kar sem zdaj naredil že v teh prvih 5 mesecih. Tako da definitivno te spodbudi, ta program te spodbudi, da greš v akcijo, da delaš, da greš naprej. In če boste šli, greste na spletno stran Bogati očka ali skenirate tole kodo, dobili boste tudi na maile, se odločite, če vas kateri izmed naših programov zanimajo. V glavnem zdajle, če pogledate, če se odločite za ta program vas stane 299,99 €, ponudba velja do 3.6., torej jutri do 12. ure. Greste na spletno stran bogatiočka.si in tam, kjer vidite neuničljiv poslovni sistem, želim dostop, vas pelje do PayPal plačila, plačate in dobite dostop in pa vse tiste vsebine, ki smo rekli, torej dobite Cashflow e-akademijo dostop, dobite delavnico Cashflow, ki bo v soboto tukaj le pri nas, dobite neuničljiv poslovni sistem, dobite Think and Grow Rich, the movie, torej dostop do filma, audio knjigo in pa PDF knjigo v angleškem jeziku, plus, kot sem že omenil, dobite še Canva Pro dostop, pa vse te module, kot smo rekli, pa teh 23 zonov in tako naprej, pa še bonusi. Če vas pa to ne zanima, vas pa vabim 7.6. ob 10. uri samo na delavnico. Sama ta delavnica stane 97 €, ste tudi vabljeni na njo, če vas karkoli drugega ne zanima, lahko pridete, nas spoznate, ugotovite, kako delujemo, pa se mogoče kasneje pogovarjamo o čem drugem. Če pa ne to, vas pa tudi vabim 14. junija v Žalec, kjer bomo imeli eno srečanje glede enega poslovnega sistema in pa malce bolj se bomo pogovarjali tudi o ustvarjanju pasivnega prihodka, o zdravju. Z nami bo ena čudovita gospa, starejša gospa, ki vam bo povedala, zaupala svojo zgodbo, kaj se je spremenilo v zadnjih 4 letih, odkar nas pozna. Pa če koga boste lahko spoznali. Trenutno imam na voljo 10 kart, še po 10 €. Kot gost lahko s sabo pripeljete pa še svojega partnerja, ljubico, ljubčka, ženo, moža, brata, sestro, kogarkoli. Torej za eno vstopnico 10 €, če vas zanima. Spet vse imate na strani bogatiočka.si pod koledar dogodkov, samo vpišete kodo, ki jo vam bom prilepil v e-mailu po koncu tega srečanja in enostavno dobite dostop, si kupite vstopnico, pa pridete v Žalec in nas spoznate še v drugi luči. Kaj ne rečem, jaz se vam zahvaljujem, da ste si vzeli čas, za vašo pozornost, za sodelovanje, ki ste ga izkazali, vsaj nekaj, jaz upam, da ste dobili nekaj novih informacij danes
glede samega denarja. Veliko več bo seveda še v naslednjih lekcijah in pa naukih ali pa na katerem izmed naših dogodkov. Mogoče je zdaj čas, da začnete uvajati neke spremembe, da ne čakate na tisti trenutek, da se vam zgodi tisto, kar sem govoril o tistih 5 osebah, ki so me letos poklicale, kajti čas vas ne čaka in odlašanje tudi še nikomu ni pomagalo, samo zadržalo ga je, boljše je ukrepati zdaj kot kasneje. In vabim vas, da skupaj z nami dosežemo velike stvari. Če smo vam blizu, če vas je poklicalo, torej boste dobili na e-mail vse podatke, dostopne podatke, se nam priključite in skupaj gremo na eno tako čudovito potovanje, kjer se bomo učili, družili, zabavali, smejali, jokali, kakorkoli. Na koncu naredili nekaj dobrega zase, za svoje finance, za svojo osebno izboljšavo, poslovno izboljšavo, na koncu mogoče še ustvarili ali pa pridobili več denarja, predvsem pasivnega prihodka, mogoče se naučili, kako pristopati na bankah pri kreditih ali kakorkoli. V glavnem, znanja imamo veliko tudi iz prakse, tako da vabljeni v našo družbo, če ne drugo pa se vidimo kje drugje, se dobimo na kavici, spijemo kakšno pijačko, tudi to velja. In kaj ne rečem, res hvala, da ste si vzeli čas, da ste prisluhnili in želim vam res vse najboljše v življenju, predvsem pa to, kar si želite sami sebi. Srečno in lahko noč.